Lepo pozdravljeni, spet je teden okoli, kar nekaj dogodkov je odmevalo, zato je primerno, da jih tudi mi v oddaji komentiramo. Z nami je dr. Žiga Turk, politični komentator, publicist, sicer pa redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Dr. Turk, lepo pozdravljeni. Dober dan. No, začnimo s prvim in najbolj odmevnim dogodkom, to je bil seveda 19. Blejski strateški forum. Imenoval se je, naslov je bil Svet vzporednih realnosti in tudi mi smo dobili, če smo gledali takole bolj oddaleč, občutek, da vendarle živimo v nekih vzporednih realnostih. Namreč pred forumom je bil velik protest, foruma se je udeležila tudi nekdanja izraelska zunanja ministrica gospa Cipi Livni in pred forumom je veliko ljudi protestiralo, predvsem so protestirali zoper to vabilo tej gospe Cipi Livni. Med protestniki je bila opažena tudi gospa Ana Kučan, hčerka nekdanjega predsednika, ki si je takole, mislim, da bo kamera pokazala, pobarvala roke z rdečo barvo. In pa tamle vidimo pa Cipi Livni. Torej, kaj vi menite o tem strateškem forumu? Ali je Slovenija na tej ravni, da vendarle lahko premakne kakšen kamenček v tem mozaiku politike, zunanje politike? Nenazadnje smo prevzeli tudi predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov za en mesec. Kaj lahko sploh storimo oziroma ali so te zgodbe zdaj postale naše, recimo Palestina, naše notranje politične zgodbe? Ta Blejski strateški forum je pravzaprav dognala, ga je postavila Janševa vlada. Mislim, da je bil minister Rupel tisti, ki je rekel, da bi pa v Sloveniji tudi lahko naredili kakšen tak mednarodno odmeven dogodek. In v zadnjih letih se je kar prijel, torej prihajajo kar vplivni gostje, nekoliko odvisna je barva tega foruma od barve, ali pa precej odvisna je barva tega foruma od barve slovenske vlade. Predvsem, kadar je vlada leva, oziroma so gostje, ki bi pokazali neko drugo vzporedno realnost, kot je tista na forumu, razmeroma redki. Ta forum je imel, kako rekel, vse goste, bom rekel, s prave strani, vse razprave so šle bolj ali manj v isto smer. Kdor je želel protestirati, se je mogel kar nekoliko potruditi, da je našel to gospo Livni, za katero sem jaz prepričan, da je slovenska vlada oziroma tisti, ki so jo povabili, so si mislili, pa saj s to gospo ne more biti nič narobe, saj je vendar ženska, saj je vendar iz opozicijske stranke, tem strankam, ki zdaj vodijo Izrael, saj je to vendar najbolj vplivna ženska v izraelski politiki po Goldi Meir, tako so jo predstavljali. No, pa se je izkazalo, da je bilo pravzaprav narobe praktično samo to, da je prišla iz Izraela. Tisti, ki želijo ves čas nekaj protestirati, so v tem našli priročen izgovor, da so izkoristili ta forum pravzaprav za svojo promocijo. Tiste krvave roke, mislim, da se ne bodo dobro obnesle. Jaz se bojim, da bodo postale simbol krvavih rok, ki jih ima v Sloveniji neka politična opcija, s katero že zaradi svoje starosti hčerka gospoda Kučana, ne z opcijo, ampak s temi dogodki nima nič, ampak precej, kako bi rekel, neko strašljivo asociacijo to daje. Jaz ne bi šel zdaj v to, da je seveda normalno, da se vabijo ljudje z različnih strani. Še premalo je bilo tega na Blejskem forumu, še premalo je bilo nekega realnega kresanja mnenj, še premalo je bilo tiste druge realnosti, ki je prav tako pomembna, ki ima prav tako nekatere odgovore. Tako da in, kako rekel, tisto, kar se dogaja predvsem pod levimi vladami in kar je za ta strateški forum škoda, je, da to postaja en tak, kako naj rečem, nekoliko šaljivo ali pa porogljivo, Davos za reveže z Balkana.
Ne, se pravi, Davos je prva liga takih forumov, ne, potem je recimo Münchenska strateška konferenca in tako naprej, potem so pa te nekoliko bolj regionalne in kadar imamo v Sloveniji levo vlado, je cela stvar nekako zelo usmerjena v Balkan. Ne, in v to, kako Slovenija je zdaj pa tukaj nek sponzor oziroma nek svetovalec teh balkanskih držav, ki se priključujejo Evropski. No, pa če pogledamo zdaj te proteste, seveda vsak ima pravico protestirati zoper karkoli želi, ne? Ampak vsi te protesti za Palestino in v tem smislu kažejo pravzaprav tudi na neko dvoličnost. Ne? Tudi v slovenski zgodovini, pač te po vojni, je bilo veliko teh krvavih rok, veliko ljudi pobitih, izvensodno pobitih, pa praktično danes niso niti pokopani, niti nimajo mrliškega lista. Pa pustimo to, na kateri strani so bili. To je neka hinavščina. Po eni strani imate prav, je hinavščina, ne? Po drugi strani gre pa pravzaprav za, kako ne rečem, za obrambo ali pa pojasnjevanje ali pa nadaljevanje pravzaprav natančno iste politike, ki je do teh pobojev med vojno in po vojni v Sloveniji pripeljala. Namreč refleks potegnice za Palestince, upornike, borce za svobodo od nekoga, ki je proti Ameriki, ne, je pravzaprav natančno refleks protiimperialistične fronte, ki se je v Sloveniji sestala takoj potem, ko so nas tujci napadli, nas razkosali in se je tovarišem zdelo potrebno ustanoviti fronto proti imperialistom, kjer so v en koš zmetali te, ki so nas okupirali, pa zahodne zaveznike oziroma Francijo, Veliko Britanijo in Združene države Amerike. In ta antizahodnost, antikapitalizem, antiimperializem iz aprila 1941 se potem pojavi na Bledu leta 2024 v isti tradiciji. No in tudi predsednica države je komentirala to, da je bila povabljena gospa Cipi Livni. Poglejmo ta njen komentar. Izbirati gostje ni bila ravno posrečena, namreč v goste ne vabiš nekoga, ki zanika mednarodno pravo, ki zanika ustanovno listino Organizacije združenih narodov. Sama sem preposlušala kar nekaj njenih izjav, zelo radikalne so. Ali je predsednica države, namreč tega ni rekla neka Nataša iz Domžal, ampak Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, ali je predsednica države pač zamudila priložnost, da bi bila tiho? Jaz mislim, da je ona to rekla iz nekih notranje političnih razlogov oziroma zato, da bi se nekako priliznila, prikupila tej, recimo, skrajno levi oziroma tem naslednikom antiimperialistične fronte. Je pa izjava nesrečna z vidika, da seveda Slovenija neko vlogo v mednarodnih odnosih igra, smo nestalna članica Varnostnega sveta in s takimi izjavami izgubljamo status nekega honest brokerja, nekega poštenega posrednika. Ne, tukaj smo se zelo jasno postavili pravzaprav proti eni gospej, ki je Izraelka, ki zagovarja rešitev dveh držav. Ne. Skratka, povsem škoda. Ne, jaz mislim, da je bivši predsednik Pahor, ki se je pa demonstrativno, oziroma ki se je pa slikal z gospo in sliko demonstrativno objavil na Instagramu oziroma na X-u, naredil dosti bolj pametno. Ne. Tudi, a veste, na nek način je, zdaj predstavljate, da bi vi povabili nekoga domov na večerjo, na kavo. In vpričal njega, ne, Cipi Livni zraven. Potem bi pa tam nekdo rekel, oziroma bi vi rekli, sej pravzaprav vas ne bi smeli povabiti. Ja. Ne. To je nevljudno. Sej ni zdaj Slovenija predsednica nekaj, pa vlada nekaj drugega, pa organizatorji Blejskega foruma nekaj tretjega. Ne. Tudi z vidika tega, da Slovenija deluje kot neka država, kjer imamo približno enako mnenje o stvareh, kjer se približno ve, kdo pije, kdo plača. Ne. Ali pa se znamo obnašati. Ali pa se znamo obnašati tako, ne bi zato, da se notranje razlike potencirajo, ali pa zato, da predsednica kritizira vlado, delali
pravzaprav škandala na mednarodnem odru. Torej, kakšno škodo nam zdaj to lahko, vse to obnašanje, ti protesti, nam to lahko prinese glede tega enomesečnega predsedovanja Varnostnemu svetu? Zdaj, veste, to predsedovanje je, kako bi rekel, nekako formalno. Ne? Vsakemu dajo za en mesec, bom rekel, zavozati, ampak pravzaprav zadaj pa dela neka mašinerija, ki pravzaprav stvari pelje. Skratka, nekdo je pa formalno tisti za tisto mizo, ki odpre sejo pa daje potem ljudem, ki so dvignili roko besedo. Tako da pričakovati, da bo pa zdaj Slovenija v enem mesecu lahko rešila svet ali pa da ga rešuje ali pa kaj podobnega je nesmiselno. Ne? Tisto, s čimer si Slovenija dela škodo, ne, je, da za nekimi diplomatskimi akrobacijami oziroma za nekim diplomatskim vrednostnim nastopaštvom si dela škodo v mednarodnem prostoru v smislu, da odstopa od politik, od smeri, od idej, ki v krogu našega zavezništva oziroma tega kroga, v katerem mi formalno smo, veljajo. In to je tisto, kar je škoda, da postajamo neka taka čudna država, neka sumljiva država, ki je sicer tukaj zraven, ampak ne čisto. In tukaj si seveda rušimo ugled. Ja, mogoče dobimo ugled kje v Afriki ali pa v Aziji za to, ampak med temi, s katerimi smo pa formalno zavezani, formalno povezani, od katerih pričakujemo investicije, od katerih pričakujemo v nekem smislu tudi, ne vem, varnostno ali pa kakšno drugačno pomoč, tukaj pa začenjamo delovati kot en nesoliden partner pravzaprav. Torej je ta Blejski forum zdaj? Tako da z vidika OZN-a stvari niso, ne, ampak tudi ko sestaviš, bom rekel, celo množico dogodkov, kako se Slovenija pozicionira v mednarodnem prostoru, nismo to, kar bi pravzaprav morali biti. Ne. In tudi nismo konzistentni v tej smeri. Ne. Smo znotraj, torej zunanja politika ponavadi države poskušajo le se poenotiti, ne glede na to, kdo je na oblasti. Ne. Tukaj se pa znotraj enobarvne koalicije ne morejo poenotiti, v katero smer gre zunanja politika. Kaj šele, da bi cel slovenski politični prostor imel neko smer, neke prioritete in šel v hoditi po tej In je Blejski forum postal naš notranji politični dogodek pravzaprav. Ne? Ja. Postal je prizorišče za notranje politične spore, kar je povsem neprimerno in pravzaprav velika škoda. Nezrelo. No, ob tem dogodku je seveda prišla v Slovenijo tudi predsednica Evropske komisije, gospa Ursula von der Leyen, in so jo peljali v Črno na Koroškem. Zdaj, kaj mislite, kaj so ji pravzaprav tam sploh lahko pokazali? Ne? Zdaj, če pač gledamo in ocenjujemo te domače razmere in ocene, kaj dosti narejenega ni bilo, ali pač, kaj si je mislila gospa von der Leyen? Zdaj, premišljujem pravzaprav, če greš s helikopterjem, se tudi pelješ. Ne? Ponavadi rečemo, peljemo se po cesti. Ne? In če bi jo po cesti peljali, bi precej več videla, kaj je bilo narejeno, pa kaj ni bilo narejenega. Ne? Sej, na infrastrukturi so se neke stvari premaknile, ampak bistveno manj kot so ljudje v teh krajih pričakovali, tudi na podlagi obljub, ki jih je ta vlada z veliko vehementnostjo pred enim letom delila. Mislim, da je lepo, da je gospa von der Leyen si to ogledala, konec koncev tukaj Evropska komisija sodeluje z nekimi sredstvi. Evropska unija se vedno želi, rekel, na nek način opravičevati svoj obstoj in skozi take akcije, kjer ljudje vidijo, iz Bruslja je prišel nek denar, zato da so nekaj naredili, predsednica komisije je prišla. Ne, to je pravzaprav dober PR za Bruselj, za Evropsko komisijo in seveda so taki dogodki tudi v drugih državah. Ja, ta teden je komisija predlagala izplačilo v skupni višini 428,4 milijona evrov. Ne. Torej, to je nek denar, vendarle pa je bila cela ocena škode 9,9 milijarde evrov. Ne? Teh številk o oceni škode smo pravzaprav videli veliko. In za kakšno od teh številk smo tudi iz Bruslja nazaj dobili sporočilo,
čak te malo toliko pretiravati, pa vseeno ni treba. Ja. Ne. Noč so bile vključene ceste, ki jih sploh še ni bilo. Ne? Sej, mislim, da je še gospa Bratušek nekoč v parlamentu razlagala, da moramo čim več. Skratka, kot da bi bil Balkansko. Bruselj nek Beograd, ki ga moramo nekako okrog prinesti. Ne. Ja, ne, se pa vidi, da pravzaprav slovenska vlada v tem boju za moč v Bruslu, ne, ki vedno teče, stalno teče med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Evropskim svetom. Slovenija, Golob vlada, seveda sedi v Evropskem svetu, ampak nastaja občutek, da je, rekel, zaveznik komisije v Evropskem svetu. Ne, in ta, dobro sodelovanje med Golobom, von der Leyenovo se mi zdi pokazatelj tega, no, da tukaj iščemo svoj vpliv oziroma tukaj iščemo svoje mogoče kakšne priložnosti, ne pa, da bi v Evropskem svetu uveljavljali vlogo oziroma voljo suverene države. No pa vendarle to sodelovanje ni tako dobro, da bi gospod Golob predlagal žensko kandidatko za komisarko, ki bi mogoče prevzela resor priključevanje balkanskih držav Evropski uniji. Kaj nas zdaj čaka? Jaz sem se včeraj majčkeno pohecal na X-u, ampak vseeno se mi zdi ideja vredna premisleka, ne? Če bi vlada predlagala gospod Stojmenovo Duh za evropsko komisarko, bi cel kup problemov rešili. Cel kup muh bi pobili na en mah, mogoče bi dobila tudi boljši resor kot gospod Vesel. Je pa v zvezi z izbiro komisarja, se mi zdi, da tukaj Slovenija dela napako že od samega začetka. Ne? Evropska komisija in komisarji niso najvišji uradniki neke uradniške mašinerije, ki v Bruslu funkcionira z ali pa brez teh komisarjev, zato so direktori, ki so v posameznih, torej posameznih sektorjev, posameznih služb. To vendarle so politiki, ki se morajo znati politično za neke stvari dogovoriti, zmeniti, izpogajati, na eni strani med seboj, na drugi strani s parlamentom, na tretji strani z Evropskim svetom. In pokaže se, da učinkovitejši, boljši so tisti komisarji, ki so politiki. Ne? Slovenija še nikoli ni poslala v Bruselj politika. Gospod Potočnik je bil zelo dober komisar, oziroma se sliši o njem še vedno pravzaprav pohvale, ampak on je bil tehnokrat, on je bil politik, on je bil zelo visok uradnik v slovenski vladi. Ne? In potem gospod Lenarčič pravzaprav ravno tako ni politik, gospa Bulc ni bila politik. Ne? In temu primeren je vpliv, temu primerni so dosežki, temu primerno je tudi to, kaj zna taka oseba izpogajati, politično prikomovčiti, če hočete, za svojo državo. Ali bi morali za komisarko predlagati gospod Tanjo Fajon? Vsekakor ustreza. Torej, naredi cel kup kljukic v zvezi s tem, je političarka, je ženska. Jaz mislim, da realno gledano je boljša izbira kot gospod Vesel. Ne? Ima izkušnje iz Evropskega parlamenta. Po drugi strani, ne, moram pa reči nekaj. Ne? To, da si Evropska komisija izbira komisarje, oziroma da diktira članicam, koga naj predlagajo. Ne? To se mi zdi pa še en zelo nevaren korak v smeri še večje centralizacije Evropske unije. Torej s tem zmanjšate suverenost držav članic, s tem pravzaprav članica nima več besede pri tem, ne? Oziroma neko suvereno odločitev, kdo bo njen komisar, suverenost v tem državi članici zmanjšate. In temu počasnemu korak po korak, milimeter po milimeter, centralizaciji, ki jo Bruselj izvaja, ne, se polovico časa se lahko ukvarja samo s tem, kako se bo čim več moči in vzvodov moči našel, temu je pa tudi treba reči ne.
No, ta teden je seveda odmeval začetek šole, tako kot vsakič 1. septembra in v prvem tednu, ampak letos kar z nekaj praktično problemi, ne. Prva stvar v osnovnih šolah je, da manjka profesorjev. Manjka profesorjev matematike, recimo, profesorjev za ključne predmete. Kaj se dogaja? Jaz sem pred par leti delal eno raziskavo, kratko raziskavo, kaj se bo dogajalo s slovenskimi inženirji v naslednjih letih. Jaz sem ugotovil, da se jih bo ogromno upokojilo in razmeroma malo jih bo pa prišlo iz naše in iz drugih fakultet, ne. In sem nekaj časa mislil, da je to ločen problem inženirjev. Je do neke mere težji zaradi padca vpisa oziroma tiste krize gradbeništva, ki se je zgodila po propadu teh velikih 3 podjetij. Ampak en velik del tega efekta nastane tudi zato, ker se neka baby boom generacija začenja upokojevati, ne. In pokaže se, da v velikem številu poklicev, ne, je zdaj razmeroma veliko ljudi tik pred upokojitvijo. Tudi v učiteljskem, v inženirskem, pa še kje drugje. Ampak, ne, te stvari, kot rečeno, sem šel jaz računati pred par leti, smo jih vedeli, ne. Cela mašinerija Ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo in tako naprej. Gotovo je imela seznam vseh učiteljev, kdaj so bili rojeni, koliko imajo do pokoja. Demografija, veste, je stvar, ki se z neko ledeniško hitrostjo premika naprej, vse se ve za 10 let naprej. Pa nič. In rekel, jih je zdaj zadeva presenetila, ne? Oziroma pravijo, da predvsem pri teh predmetih, kjer to znanje lahko še kje drugje dobro prodaš, učiteljev manjka. Prej bi se morali s tem ukvarjati. Matematika je zaposljiva kjerkoli. Ja, pač če znaš računati ali pa če znaš fiziko ali pa inženirstvo in tako naprej. Matematikov ali pa inženirjev tudi povsod drugod manjka, ne. In tukaj bi pač morali ugrizniti v to, kakšni so normativi, koliko so veliki oddelki. Kakšne so plače. Tudi kakšne so plače. Se mi pa zdi, no, zdaj, ko se je še šolstvo pridružilo tej krizi, ki je že v zdravstvu, pa v sodstvu, pa smo videli v javni upravi, ne, da je tukaj zadaj nek temeljni problem, ki je vsemu temu javnemu sektorju skupen. In to je naslednji, ne. Mi vse te sisteme držimo oziroma jih poskušamo voditi, so še vedno organizirani tako, kot da bi delovali v nekem avtoritarnem socialističnem režimu, ki je postrojil zdravnike, ki je postrojil učitelje, ki je postrojil tudi starše in bolnike in je bil, kako bi rekel, s trdo roko vladal, zatiral privatno iniciativo, zatiral konkurenco in tako naprej. Seveda je pa zdaj okolica teh sistemov, okolica tega javnega sektorja čisto drugačna, kot je bila v socializmu. In z enako organiziranostjo, z enakimi principi, z enako zakonodajo vsega tega, kot je bila v socializmu, stvari enostavno ne morejo funkcionirati. In to bi moralo biti tistim, ki bi morali pa skrbeti za to, jasno. Ja. Najbolj kričeče je to verjetno v zdravstvu, ne, kjer jaz se ponavljam že par let v zvezi s tem oziroma v zvezi z javnim sektorjem nasplošno, ampak je pri tej vladi to še posebej izrazito. Ta vlada se ukvarja s tem, kakšne barve je mačka, namesto da bi se ukvarjala s tem, ali ta mačka lovi miši in koliko miši ujame. In mi moramo končno se nehati ukvarjati z barvo mačke in se ukvarjati s tem, kaj lahko naredimo, da bodo tisti, ki nekaj znajo, pa ne bodo zdravniki ali pa učitelji ali pa matematiki ali pa fiziki ali pa inženirji, da bodo čim več naredili. Ali bodo naredili v javnem sektorju ali v zasebnem sektorju, ali bodo naredili kot SP ali bodo naredili kot redno zaposleni, je precej vseeno. Tisto, kar je od česar na koncu odvisno, ali bodo ljudje imeli zdravljenje, ali bomo imeli visok bruto domač dohodek, ali bomo kaj zaslužili ali pa ne, je odvisno od tega, ali ljudje kaj naredijo ali pa ne. In s tem bi se morala vlada ukvarjati, da omogoči ljudem, da čim več, čim bolj učinkovito, s čim manj ovirami, s čim manj birokracije naredijo.
Brez dela ni jela. Ne? Ja, imate prav. Ne. Bova tudi komentirala še to predvideno davčno reformo, bova se dotaknila še prej zdravstva, ampak tule en skok v to prvi šolski dan. Namreč vsako leto sem presenečena nad tem barvanjem in nasilništvom, barvanjem otrok, gre za neke fazane. Zdaj, jaz sem še iz tiste generacije, moj Emšo priča o tem, da še vem, kdo so bili včasih fazani. To so bili fantje, ki so šli v vojsko, in ko so prišli v vojsko, v JLA, so bili fazani. Ne? In zdaj, kako to, da se zdaj ta JLA-jevska doktrina, ta Balkan, kar na lepem zdaj kaže na naših otrocih, ki gredo prvi dan v srednjo šolo in se jih ne nazadnje tudi malce nasilno barva. Jaz ne verjamem, da so pa prav vsi veseli, da so posprejani in popacani. Kako vi to komentirate? Jaz sem bil v JLA, jaz sem bil fazan. Nič takega se mi ni zgodilo, kot je tule na ekranu. Ne? Noben nas ni barval. Nam je pa stara vojska delala vse mogoče lumparije. Če smo dobili novo opremo, nove čevlje, nove, ne vem, hlače in take stvari, to so nam vse pokradili oziroma so nam zamenjali sa svojo obrabljeno zadevo, kakšne praktične šale so na nas naredili. Ampak to je bila ena, bom rekel, čist fajn, taka fantovska izkušnja v tistih časih. Ne. Drugače se mi zdi pa tole, ko gledam odmev nekih kamenodobnih ali pa še bolj primitivnih instinktov, ki so v vseh družbah obstajale, tudi odmev nekih dogodkov, ki so jih vse, recimo pogojno temu kulture imele, ob neki iniciaciji, ob nekem prehodu iz otroštva v odraslost, kar recimo, da je zdaj na prehodu med osnovno in med srednjo šolo. In ti dogodki, ne, kulture so potem naredile, namesto da bi takele stvari ljudem počeli ali pa da jim delali velikanske luknje skozi nosove ali pa skozi ušesa in tako naprej, so kulture naredile neke civilizirane dogodke. Ne. Recimo krščanstvo je imelo Birmo kot en tak mejnik. Ne. Ljudje imajo, kaj se reče, bar micva ali nekaj tazga, ne, tudi v tem prehodu. Socializem je namesto Birme naredil sprejem v Zvezo socialistične mladine ali pa v Pionirje, kar hočete. Ne. Kakorkoli zadeva je nekako, če primerjate Birmo ali pa sprejem v mladince s temle, je bila, kako bi rekel, kulturna. Ne. Zdaj so pa to vzeli, tega ni več, ne. Ampak globoko v nas je neka potreba, je v človeštvu to, da neko iniciacijo. Je treba ta prehod obeležiti. Ne? In smo šli retro nazaj v kameno dobo oziroma v ene take dogodke. Ne? Sama beseda fazani, to kaže na nostalgijo po JLA, se vam ne zdi? Jaz mislim, da besedo so od tam vzeli, ne? Ampak da bi bila pa nostalgija po JLA, ne vem, ne? Na nek način me žalosti, če bi zdaj nekdo prišel z idejo, da bi morali iti fantje, bom kar rekel fantje, ne kar vsi, ne. Da bi morali iti fantje k vojakom, bi se vsi uprli, kar se mi zdi na nek način škoda. No, jaz si predstavljam, da bi si fantje tamle okrog, ne vem, 17-18 let, bi si morali pa želeti jeti. Ampak se dogaja, ne? Hrvaška je to na nek način najavila, oboroževanje je veliko, ne? V tem nekdanjem vzhodnem bloku, to se pravi, ta orožje malce škriplje v ozadju. Svetovna situacija je taka, da če smo si še pred, ne vem, 10 leti lahko rekli, da se ni mogoče, z vojnami se pa zdaj stvari več ne rešujejo. Ja, mogoče tle zdaj v Jugoslaviji, ki se je država razpadala, to je bilo slučajno, ampak ne, kaj večjega se pa ne more zgoditi. Te zablode ni več. Ne. Države se zavedajo, da je pravzaprav vojna naravno stanje človeštva in da je mir tisto, za kar se je treba truditi, kar terja, kako bi rekel, če nič ne narediš, imaš vojno. Ne. Za mir se je treba pa potruditi in
trudiš se za mir tudi tako, da si na vojno pripravljen, da se te bojijo. Ne? No, mi že imamo bojne barve, ne? Mi smo že kot Indijanci, že pobarvani. Mogoče se jo bo pa kdo ustrašil. Ne? No, zdaj pa greva spet nazaj na javni sektor, namreč obeta se bo zaprtje oddelka pediatrije v bolnišnici Trbovlje. Spet ni kadrov. Ne? Zdaj poglejmo, kako je to komentirala v.d. direktorice Splošne bolnišnice Trbovlje. Tisti, ki so bili na pediatričnem oddelku, vkolikor so lahko bili odpuščeni, so odpuščeni v domačo oskrbo, za vse ostale smo jih premeščali v druge ustanove, enako velja za porodni oddelek. Trenutno imamo še 3 novorojenčke, za katere je ustrezno poskrbljeno in nekateri danes bodo še premeščeni v drugo ustanovo za fototerapijo, to sta 2 novorojenčka, eden bo pa danes odšel v domačo oskrbo. Torej, doktor Turk, kaj se zdaj dogaja? Privatizacija zdravstva, konec socializma, vsega imamo preveč, pa ne moremo več vzdrževati. Kaj se dogaja? Jaz mislim, da so taki dogodki tudi rezultat brezbrižnosti, s katero se je vlada lotila oziroma s katero se loteva zdravniške stavke. Nič se ne dogaja v zvezi s tem, zdravniki pravijo, da stavkajo, v resnici delajo. Vlada nekako upa, da je njihova etika, njihova zavest tako visoka, da bodo za zdravnike vseeno poskrbijo, ampak vse manj teh zdravnikov pa vidi neko dolgoročno perspektivo v javnem sektorju, do katerega je vlada, kot rečeno, tako brezbrižna. Oni so se zmenili, oni so podpisali lani nek dogovor, potem so ga pa preklicali in zdaj tako rekoč se niti resno ne pogajajo. Ne? In to je zaskrbljujoče, ne? Da plačujemo zdravstveno zavarovanje, hkrati nam pa sistem, ki bi ga morali, oziroma storitve, ki bi jih morali zato, ker smo zavarovani dobiti, razpada. In če se ne bodo, tako kot sem prej rekel, začeli ukvarjati s tem, kako ujeti čim več miši, ne? Kako bo mačka ujela čim več miši, kako bodo zdravniki čim več bolnikov obdelali, ampak bodo hoteli za vsako ceno obdržati nek socialističen sistem zdravstva, potem se bo tega dogajalo še več. In bo velika težava v javnem sektorju zagotoviti ekipe, ki bodo še delale. Tako da jaz mislim, da je to neposredna posledica te brezbrižnosti. Torej, mi bi radi očitno vzdrževali 2 sistema, na eni strani tržno, kamor smo šli, ne? Ampak tržno samo dokler bogatimo, na drugi strani pa nek socializem v javnem sektorju, prisiliti zdravnike, da dežurajo, prisiliti, da delajo za nizke plače, učitelji matematike ne imajo 1000 evrov in to je to. Torej, v bistvu bomo težko vzdrževali 2 sistema ves čas, ne? Nekoč bo počilo. Niti ne gre toliko za 2 sistema, ne? Tista rešitev zdravstva, ki bi po mojem mnenju funkcionirala, je javna zavarovalnica. Plačujemo za javno zavarovalnico. Javna zavarovalnica potem plača za naše zdravstvene storitve. Ali jih opravi zasebnik, ali jih opravi državna oziroma občinska oziroma ne vem, javna tako imenovana ustanova, je vseeno, ne? Pravzaprav bi nekaj podobnega lahko veljalo tudi za šole. Ne? Vsak otrok ima pravico do šolanja, vsakemu otroku država plača šolnino. Ali se bo šolal v občinski šoli, ali se bo šolal v škofijski šoli, ali se bo šolal v neki zasebni šoli, je pa precej vseeno, po mojem. To se pravi, kaj bo prva naloga nove vlade, če bo ta bolj desna na tem področju? To, kar sem zdaj razložil. Ne? Priznati si, da je pomembno, da imajo otroci dobre šole, da imamo mi šolstvo zaradi otrok. To sem jaz enkrat kot minister rekel učiteljem pa ravnateljem, pa je bil potem cel halo, sem rekel, mi imamo šolstvo zaradi vas, zato da imate vi službo, imamo šolstvo zaradi to, da imajo otroci izobraževanje in vzgojo. Ne? Mi imamo zdravstvo zato, da obstajajo javni zdravstveni zavodi, imamo zato, da imajo bolniki storitve.
In če jih javni zdravstveni zavod, in je treba vseeno povedati, za tiste vrhunske, najtežje, najdražje stvari, se ne obstaja v zasebnem sektorju. Še storitev. Ne. Rabimo ta sistem, da funkcionira. Ampak ne moramo se pretvarjati, da je edini in ne moramo se pretvarjati, da funkcionira v nekem vakumu, kjer ni možnosti iti v tujino, kjer ni možnosti odpreti zasebne prakse. No kot minister, mislim, kakšni so bili odzivi? Ste ugotovili, da je težko delati spremembe? Ne, to je, bom rekel, v Sloveniji se pričakuje od recimo ministra za šolstvo, da je tisti, ki bo zagovarjal šolnike. Od ministra za zdravstvo se pričakuje, da bo tisti, ki bo zagovarjal delavce v zdravstvu. Ne. Po mojem mnenju bi moralo biti obratno. Ne. Minister je tisti, ki zagovarja uporabnike šolstva, ne. Uporabnike zdravstva. Seveda bo uporabnik imel boljšo storitev, če bodo zadovoljni in če bo sistem spodaj dobro organiziran. Ne. Ampak temeljno je to zavedanje, da minister za policijo ni prvi policaj, ne, ampak je tisti, ki z vidika javnosti ga zanima, da bo policija dobro funkcionirala, da bodo državljani s policijo zadovoljni. Ne. No, in sredi tedna je pa odjeknila tudi vest, da bo treba TEŠ rešiti pred stečajem. Ima že toliko negativno bilanco, da bi šel v stečaj 1. januarja 2025. Kako vi gledate zdaj na to bombo, ki je eksplodirala? Kaj se je zgodilo? Smo vedeli? Smo narobe načrtovali? Smo preveč pokradli? Ali nas je pravzaprav na nek način pripeljala na to pot prehitra pot v zeleno, v to zeleno revolucijo? Pri takih stvareh nikoli ne gre samo za eno napako, nikoli ni samo ena točka tista, kjer en ovinek tisti, kjer smo, eno križišče tisto, kjer smo narobe zavili. Ne? Če bi šli takrat na mesto v TEŠ, v drugi blok nuklearke, teh problemov ne bi bilo. Ne? Če bi šli v manjši TEŠ, kot je bil na začetku predviden, jaz se bežno tega spomnim, ni bil moj resor v tisti Janševi vladi 4-8, je bil, mislim, da pol manjši blok predviden. Ne. Težava ne bi bila tako velika. Če cena kuponov CO2 ne bi tako zelo narasla in cena teh kuponov ni fiksna, se nekaj ve vnaprej, ampak je dosti stvar tudi špekulacije. Ne. Potem bi bila izguba manjša. Je pa treba nekaj vedeti. Ne. Izguba TEŠa je skoraj samo nastala zaradi CO2 kuponov, torej zato, ker mora TEŠ plačevati za izpuste CO2, ki jih spusti. Ne? In to plačuje državi. Ne? Tej isti državi, ki bo pokrivala njegovo izgubo. Ja. Tako da, mislim, da 540 milijonov so plačali v zadnjih 3 letih. Pa kam gre ta denar? Pa kako, zakaj jim ne odpišejo tega? Mislim, da gre ta denar, tukaj ne bom 100%, mislim, da gre nekako v proračun, ampak ga je treba porabiti za okoljske zelene in take stvari. Skratka, jaz mislim, da iz teh 500 milijonov bi lahko sanirali tiste poplave. Ne iz nekega svežega denarja. Ta svež denar bi dali pa v TEŠ. Težava je v tem, da je res, da so torej ogromno denarja smo dali v subvencije, to bi bilo tudi treba zračunati, koliko smo dali pa v subvencije fotopanelov, koliko smo subvencionirali tisto elektriko, zaradi katere je potem TEŠova elektrika nekonkurenčna. In subvencionirali smo tehnologije, ki nam dajo elektriko takrat, ko se jo pravzaprav kaj dosti ne rab, oziroma sredi dneva poleti. Poleti. Samo TEŠ nam da pa nuklearka nam pa da elektriko po zimi. Ja, kaj bo zdaj večerih, s to Šaleško dolino? In jaz mislim, da avtonomne vire elektrike v Sloveniji vseeno potrebujemo. Ne? Če bi prišlo do pomanjkanja elektrike na evropskem trgu, potem, ne bodo imeli v Franciji redukcij za to, da jih v Sloveniji ne bi imeli. Ne? In bo pomembno, da tukaj nekaj gori, da se tukaj nekaj vrti.
Ali je ta zeleni prehod prehiter? Ne? Saj so že na koncu že lani pravzaprav v gospodarstvu poudarjali in opozarjali, da evropska industrija tone, da bo uničena, da gre za deindustrializacijo Evrope s tem zelenim prehodom. Zeleni prehod je potreben. Ne? Torej, nekaj je treba delati na tem, da se toplogredni izpusti zmanjšajo na vsem svetu. Tisto, kar je po mojem mnenju napačno v večini držav, predvsem pa zahodnih držav, še posebej pa v Evropski uniji, pa je, da politika diktira, na kakšen način se ta prehod izvaja, kdo bodo zmagovalci, kdo so zmagovalci, kdo so poraženci, kdo ima poslovne priložnosti zaradi tega prehoda in kdo jih nima. Ne odvija se ta boj, kako čim ceneje, čim hitreje te izpuste zmanjšati, ne odvija se na trgu, ampak se odvija za nekimi pravili, ki v nekem trenutku rečejo, toliko in toliko avtomobilov mora biti električnih, ali pa do takrat in takrat samo boste lahko take in take avtomobile. Ja, in Volkswagen zapira, ne? Boste lahko take in take avtomobile prodajali. Ne? In nekaj nas je takih, ki pravimo, če je CO2 problem, če so toplogredni izpusti problem, postavite ceno za te izpuste, za vse enako, za rejce govedine, za rejce piščancev, kjer je zadeva dosti manjša, za bencin, ki ga midva točva v naše avtomobile, ali pa za premog, ki gre v TEŠ. Enako. Ne? In potem bo industrija tekmovala in bo vlagala denar tja, kjer lahko z najmanjšimi vložki realizira čim večje prihranke. Ne pa, da imamo mi med bogataši, med najbogatejšimi prav nekoga, ki trguje s temi kuponi. Ustvarila je, v bistvu je politika ustvarila neke umetne trge, ne, kjer se ti kuponi prodajajo. Zdaj, veste, v zvezi z, če ti kuponi že obstajajo, potem je pravzaprav fajn, da obstaja nek trg, kjer se vsaj znotraj te kuponske ekonomije stvari malo optimizirajo. Tako da jaz nisem kritičen. Ta možakar, ki je to tržnico naredil, opravlja koristno delo in pač provizijo od vseh teh transakcij pobira. Tako kot borze opravljajo koristno delo, ki omogočajo za to, da ljudje vložijo ali v to podjetje ali pa v ono podjetje. Ne? Ampak cela shema pa v smislu celotnega gospodarstva in celotne industrije popači te napore za zmanjšanje. Ja. Nam je naredilo šaleško socialno bombo, ki jo bomo zdaj reševali iz proračuna. Zdaj, kako vi komentirate to, da bo TEŠ izločen iz holdinga Slovenskih elektrarn, da bo holding čist in se bo mogoče v prihodnje tudi privatizira, proda? Kaj se zdaj dogaja? Ja, prej so druge elektrarne pokrivale TEŠu izgubo, zdaj mu jo pa ne bodo več. Ne? Jaz se bojim, da mi potrebujemo za pozim, takrat, ko sonce ne sije in ko je mraz in ko bodo toplotne črpalke delale in ko bodo ljudje polnili svoje električne avtomobile, da rabimo nek vir energije, ki ga lahko prižgemo na tipko in začne delati. Ne? Ni TEŠ sicer tak, da bi ga prižigal, ugašal dnevno, ne? Ampak ga čez zimo prižgeš. Ne? No in zdaj smo pri drugem bloku nuklearke. Poglejmo izjavo gospe Sare Kosirnik iz Greenpeace Slovenija. Da je projekt ekonomsko sporen. Pozivali smo k uvedbi moratorija, k pripravi nekega trajnostnega energetskega scenarija, ne nazadnje tudi smo pozivali k odstopu države od državnega poroštva. In odziv politike na vse to je bil ničelen, tako da ta denar, ki ga manjka že za osnovne družbene sisteme, kot so zdravstvo, šolstvo, varovanje okolja, bo sedaj namenjen v bistvu odpravljanju napak neodgovorne politike. Pred nami pa je nov mega infrastrukturni projekt, torej izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Tukaj nas pa lahko zares zelo skrbi. Zakaj? Gre za 10-krat večjo investicijo, zato imamo stališče, da naj se JEK2 financira izključno zasebnim kapitalom.
No, v tem prvem delu izjave je govorila, da so seveda opozarjali ekologi na to bombo, ki prihaja. Ne? Tu sledi vprašanje, kako to, da politika praktično se ni odzvala na te pozive. Je bilo veliko posameznikov, ki so to opozarjali. Ko se je TEŠ gradil, je prevladalo neko stališče, da Slovenija neko avtonomijo na področju energetike potrebuje, da je pač 1/3 tega slovenskega električnega miksa iz premoga oziroma iz fosilnih goriv. Razprave so bile, da bomo pravzaprav samo tiste bloke, ki jih že imamo, pa so razmeroma energetsko učinkoviti, zamenjali z nekim blokom, ki je energetsko bolj učinkovit. Govorilo se je, pa premog imamo doma, to se pravi, smo neodvisni, kot sem že rekel, bolj pametno bi se bilo takrat pogovarjati o drugem bloku, ampak tudi zaradi ekoludizma je nuklearna energija tudi v nemilosti včasih. Ne? In jaz mislim, da moramo pri ekologih razlikovati vseeno med dvema skupinama. Enim gre res za to, da ohranjamo človekovo okolje čim lepše, čim bolj zdravo, čim bolj prijazno. Ena druga skupina pa se mi zdi, da je močnejša od prve, pa vidi zeleni prehod oziroma vse te ekološke teme pravzaprav samo kot enega od načinov, da se uniči tržno gospodarstvo, kapitalizem, če hočete, civilizacija, kakršno jo poznamo, in se uvede elektrika na karte oziroma vsem enako hrane, vsem enako elektrike. Skratka, vidijo to kot orodje, kako ta sistem razrušiti. In ustvariti nek nov komunizem, zeleni komunizem. Če se država ne bi toliko vtikala v energetiko, v cene energije, subvencionirala enkrat to, enkrat ono. Jaz bi bil pripravljen svoj oseben denar investirati, kot zelo mečken delničar, ne, v bodočo nuklearko. No, ampak če je pa to v Sloveniji, kjer lahko nek predsednik vlade oziroma neka vlada reče, zdaj je pa to tako, zdaj je pa to drugače, zdaj so pa cene take, zdaj so pa cene drugačne, zdaj bomo pa subvencionirali to ono tretje, pa seveda taka investicija ni varna. Ne? No, in podobno bodo sklepali tudi tisti tujci, ki bi rekli, Slovenija bo investirala v nuklearko, super, bomo mi investirali, pa bomo potem od cene elektrike dobivali dividende. Ne? Bodo rekli, to ni varna destinacija za naš denar. Koliko so zdaj te odločitve, da gre TEŠ ven iz HSE-ja in vse ostalo v zvezi s TEŠom pogojene s tem, da je predsednik vlade pravzaprav človek iz energetike? Ali on kakorkoli vpliva na to? Kaj vi mislite? Tega ne vem. Odkrito povedano ne vem. Veste, kakorkoli, cela ta energetika je nekako v državnih rokah. Ne? In predstavljam, a je TEŠ tukaj, a je TEŠ tam, a ima TEŠ izgubo, a jo ima izgubo zato, ker državi plačuje za neke kupone, je samo predstavljanje nečesa iz žepa v žep. Realnega na terenu, v smislu tega, odkot pa pride elektrika, pa iz tega predstavljanja TEŠa sem in tja in takega in drugačnega prestrukturiranja, realnega se pa ne zgodi nič. Realnega bi se kaj zgodilo, če bi imeli mi en jasen plan, kako bomo en del energetike nadomestili z nuklearno opcijo. Se ni tukaj samo drugi blok, ne? Tukaj je možnost tudi teh majhnih modularnih reaktorjev, ki rabijo malo prostora, kjer imajo seveda tudi manjšo moč, ne? In ki jih lahko naredi še 3-4 nekje po Sloveniji, ti zraven še toplarno poganjajo. Ne? Ta tehnologija prihaja. Ta elektrika bo poleti, oziroma sončna energija bo poleti cenejša. Ne? Ampak
mi ne moramo si privoščiti, da bomo država, kjer bomo midva imela elektriko polet čez opoldne. Glejte, kako vi komentirate, in ta predlog je bil že dan tudi v javnost, mislim, da je gospod Jure Knez iz Devesofta nekoč to tudi javno komentiral na RTV, sama sem delala ta prispevek. Namreč on je predlagal, seveda, moteče za gospodarstvo je naslednje. Mi imamo nuklearko, imamo vse te energetske objekte, ki nas tudi drago stanejo, ne nazadnje nuklearka tudi prinaša neka določena tveganja, gospodarstvo pa ima eno najdražjih elektrik v Evropi. Mislim, da smo kar visoko na tisti lestvici. In gospod Knez je predlagal in skupina drugih gospodarstvenikov, da bi pravzaprav dejansko nek konzorcij gospodarstva, to kot je zdaj predlagala tudi gospa iz Greenpeacea, da bi oni na nek način financirali to izgradnjo te nuklearke. Kaj vi mislite o tem? Jaz to pozdravljam, jim tudi čestitam, da si upajo. Ne? Kot rečeno, za pridobiti zasebnih investicij za 10 milijard mora ta zasebni investitor tej državi zaupati. In jaz se tega bojim, da slovenske vlade s svojim načinom vladanja, z pravno državo, kakršna je. In s politiko, ki se vtika v vse. Ne vzbujajo potrebnega zaupanja in to je problem Slovenije, tudi razvojni problem Slovenije vis-a-vis mnogih bivših socialističnih držav, ki so v očeh investitorjev, domačih in tujih, bistveno bolj vredni zaupanja. Vsi si predstavljate, da imate, ne vem, 1 milijon evrov, pa bi jih nekam investirali. A se počutite, da bo ta denar bolj varen v Sloveniji, ali se počutite, da bo bolj varen, ne vem, na Poljskem? Ali nas mora zdaj ta gradnja drugega bloka, do katere bo zelo verjetno prišlo, skrbeti v smislu korupcije, tako kot je gospa izrazila skrb? Vedno nas stvari lahko skrbijo vis-a-vis korupcije. Je pa tako, da je to en projekt, kjer je treba en projekt in en denarni tok kontrolirati v smislu korupcije. Mislite, da neke korupcije v vidu 100 sončnih elektrarn ali pa nekih manjših objektov pa ne more biti. Morda so vsi ti objekti bolj popularni zato, ker je nekako lahko več nekih deležnikov, ki nekaj zaslužijo. Medtem ko jih je pri enem takem objektu pa razmeroma malo. Tako da vedno je to mogoče in eden od načinov je res ta, da je en razmeroma močan vložek, en močan partner, zasebni. Veste, zasebnika za njegov denar dosti bolj skrbi kot državnega uradnika za tuj denar. No, zdaj mogoče komentirava to, kar se zdaj vleče že 14 dni, recimo ta napovedani davčni popravki, to niti ni reforma. Saj veste, da bodo zdaj normiranci, če bo državni zbor to sprejel, odzivi so bili pa zelo proti in zelo burni. Skratka, spet ta vlada striže te boge podjetnike in ustvarja neko navidezno konkurenčnost, si želi ustvariti z višanjem davkov. In mi vsi čakamo, da bo dejansko konec tega socializma, ko bo zmanjkalo tujega denarja, ampak to se pri nas ne zgodi. Kako zdaj vi gledate na vse skupaj? Spet režemo in pobiramo več denarja zasebnikom. Pravilno ste rekli, to ni davčna reforma. Ne vem, če so to popravki. Tukaj je minister za finance opazil, da se mu je poraba v proračunu dvignila za par milijard in mora pobrati več davkov in zdaj gleda, od kod bi jih pobral. Namesto, da bi pogledal, kje lahko kaj prišpara. Samo za to gre. In strašenje zdaj, kot sem rekel prej, a veste, pomembno je, da ljudje nekaj naredijo. Bolj je pomembno, da nekaj naredijo, kot da davke plačajo, če nekoliko karikiram. Ker če nekaj naredijo, imate vi, če nekdo naredi čevlje, imam jaz čevlje.
potrebno je ustvariti okolje, kjer bodo ljudje radi delali, kjer bodo pripravljeni veliko narediti. Ne pa, da se bodo se bodo selili ven, ali bodo pa več časa porabili s tem, kako nekako se tem davkom izogniti. Za konec zdaj še en tak obvod, ki se ni zgodil oziroma se je zgodil, pa če komentirava tele ljubljanske zadeve. Torej, zdaj skupina nekih pobudnikov referenduma predlaga referendum v zvezi s temi spremenjenimi pravili, ki jih je pač na nek način predlagal in speljal gospod Janković, da bi pač lahko v Tivoliju in v tem krajinskem parku Rožnik, kjerkoli na določenih mestih pač lahko imeli neke javne dogodke, koncerte in tako naprej. Zdaj prisluhnimo tej pobudi za ta referendum. Zdi se nam pomembno, da se o prihodnosti in načinu upravljanja parka odloča strokovno in ne politično. No, spet smo pri tem, spet smo pri politiki. Torej, kdaj bomo res presekali za konec ta gordijski vozel tega političnega umešavanja, politiziranja, kdo bo imel koncert, kje bo to, koga bomo poslušali, stroko, ne in tako naprej. En komentar na to našo demokracijo. To moram vseeno reči, da referendum ni strokovna odločitev. Referendum je pač ljudska odločitev, diktat župana oziroma mestnega sveta je seveda politična odločitev. Veste, odkrito povedano, jaz vedno z enem zavistjo gledam, ko imajo na Dunaju koncert v Šembronskem parku. Klasične glasbe, mislim, da enkrat na leto na začetku poletja, skoraj primerljivo z novoletnim koncertom. Se to bilo pa super, da bi imeli tudi v Ljubljani. Tako da bi iz tega vidika rekel, fajn, lahko bi bilo to v Tivoliju. S to težavo, da seveda skozi Šembronski park ne vozi železnica Dunaj-Trst z tovornimi vlaki in z vsem mogočim. Tako da tisto, kar dejansko ostane, kar je možno v Tivoliju organizirati, so razmeroma glasni dogodki, kjer ne moti, da se tovorni vlak pripelje par metrov mimo. Načelno ne bi imel nič proti, da bi sprejeli neko možnost, da ti koncerti so, ampak tako, kot se potem črkobralsko interpretira ta zakonodaja, tako kot bi črkobralsko politik mestni dajal dovoljenja, to ne bi bilo potem tako, da bi bil enkrat ali pa dvakrat na leto nek dogodek v Tivoliju, pa bi okoliški prebivalci nekako zdržali in vse tiste srne in zajci v Tivoliju to preživeli, ampak bi znalo tam nastati neka tudi magari diskoteka na prostem ali pa karkoli bi nekdo videl neko svojo priložnost. Skratka, v kontekstu oblasti, kot je v Ljubljani in kot se po prijateljskih linijah marsikaj ureja, če bi stvari ostale tako, kot so, če bi Tivoli ostal tak, kot je, ne bi imel jaz nič proti. Dr. Žiga Turk, hvala lepa za te komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil ta tedenski Odmev tedna. Hvala za pozornost, nasvidenje.